Kaj pa se dogaja s kriptodavkom? Bi ga v Sloveniji lahko dobili že z novim letom in kaj to pomeni za imetnike kriptovalut? Koliko davka bi morali plačati in kako bi država sploh izvedela, kdo razpolaga z digitalnimi valutami? Bi se morali imetniki kriptosredstev državi javiti sami? Marko Gregorc. Predlog zakona o kriptovalutah predvideva, da bi lastniki sami prijavili svoja kriptosredstva. No in po vzoru včerajšnje samoprijavitve orožja smo tudi mi sem danes na vlado prinesli svoj bitcoin. Seveda le za šalo, a tudi za manj, saj davka na kriptovalute očitno še ne bo. Takole so ga s poslanskih klopi v petek potegnili v Gibanju Svoboda. Lepo prosim za umik predloga zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev, druga obravnava. Danes so iz največje poslanske skupine v zgodovini parlamenta z 39 poslanci dodatno pojasnili, da so na zakon prejeli številne pripombe, ker da jim aktualno dogajanje časovno ne dopušča njihove poglobljene preučitve, so se odločili, da obravnavo predlaganega zakona zamaknejo. Težko komentiram, zakaj so se v politiki za to odločili. Mislim pa, da je dobro, da so si vzeli čas za dodaten premislek, ker konec koncev kriptovalute so z nami že več kot 15 let. Imajo svoje specifike in te specifike je potrebno tudi upoštevati pri samem davku. Kriptovalute so si med seboj različne, opozarja soustanovitelj kriptoborze, in težko jih je enostavno primerjati s tradicionalnimi finančnimi inštrumenti, dodaja. A na finančnem ministrstvu vztrajajo, naše izhodišče je jasno, primerljivi dohodki morajo biti približno enako obdavčeni. Ob tem dodajajo, da bi bil 25% davek primerljiv z davki v drugih evropskih državah, kjer kriptodavek varira od 30% v Franciji do 12% pri Hrvatih, navajajo. A vrnimo se k naši samoprijavi iz začetka prispevka, ki se zdi največja težava trenutnega predloga zakona, ocenjujejo poznavalci. Izkušnje iz Švedske recimo kažejo, da je bilo tega samoporočanja precej malo, glede na to, koliko ljudi ima v lasti kriptovalute. In tukaj predvsem baziramo na temu, ali bo posameznik to se odločil narediti in ali sploh ve, kaj mora narediti in ali ima primerne podatke, sploh kaj mora narediti. Zagato bi lahko odpravile nove smernice OECD v zvezi z zbiranjem, poročanjem in izmenjavo podatkov o kriptoračunih. Kriptodavek bi se moral nasloniti nanje, je še prepričan Davidovič.